Evo me, današnja tema, kot piše od zgoraj, zakaj se bojimo imeti več. Na to temo sem že napisala blog, če še ne veste, je na www.successbrand-brands.com. So še pač ostale tematike. Ampak ja, ta zadnji je bil, zakaj si pač bojimo želeti več, imeti več. In dejansko sta samo dva razloga. Prvi je strah pred neuspehom in pa drugi strah pred uspehom. Bizarno, kaj ne? Ampak ja. Živa Maja. Ja, strah pred neuspehom in pa strah pred uspehom. Zdaj, pred uspehom, ja, zakaj? Zato, ker že po mojem čisto vsak v svojem biznisu, pa v svojem življenju, tudi če samo doma z otroci, imaš over your head, imaš toliko stvari za delati in komaj držiš glavo po konci in delaš in če pomisliš, oh my god, če si pa zaželel malo še več, to pomeni, da moram še več delati. In ko imaš enkrat to v glavi, da boš mogel pa zaradi tega še več delati, pa vse skupaj mine in se rečeš, ne, pa se pa ne želim več. To je ena stvar. Druga stvar je pa strah pred neuspehom. Kaj pa, če ti ne rata? Kaj pa, če se ti kaj slabega zgodi? Kaj pa, če boš bil zmehovan? Kaj pa, če boš bil sramočen? Kaj pa, če pač, kako se boš pogledal koga v oči, ko si tukaj na veliko sanjal in ti ni ratalo, recimo to ti zna fuloro povedati, David Hriberski, ne, ko so se mu tukaj zasmejevali, ker je tukaj sanjal, več njegovi, pač v knjigi se lahko preberete, ampak ja, pač ful imaš lahko tega straha, kaj pa če mi ne uspe. Še posebej, ko smo poslušali, res, jaz se spomnim teh par, verjetno se spomnite tudi vi, pregovore, ko so kdor visoko leta, nizko pade, ali pa bolje vrabec v rogi, kot pa golob na strehi, a pa denar ne more kupiti sreče. In če na tak način pa pomisliš, je itak, da so te prepričanja rinila dol. In si rekel, ne, jaz pa nočem tak biti, jaz pa nočem, da me denar pokvari, jaz pa nočem, da si nekaj zaželim, pa mi ne rata, jaz nočem, da pač take stvari, da si pol na koncu nesrečen. In če si take stvari potem poveš, ja pol, ja, imaš odzadnje prepričanja, ki te omejujejo, dejansko ne moš po tega si pol uresničiti, si ne upaš postaviti večje cilje, si ne upaš zaželeti neko perfekt življenje zaradi tega. Kaj se pa pol zgodi, ko pa ti enkrat, recimo si zaradi tega neuspeha, te je strah, da bi ti kaj uspelo, pač ko te začne biti strah in rataš na nek način, to preraste v jezo oziroma nevoščljivost in posebej še do tistih, ki pa jim je ratalo uresničiti te svoje sanje in priti do enega uspeha. In ja, to je ful pomembno, ko nekoga vidiš, ko mu je ratalo, bodi vesel z njim, ne biti ljubosumen na njega, ne biti jezen, le on pa ima, jaz pa ne, ker to so res negativne vibracije in ti čisto nič ne pomagajo pred svojim uspehu, ampak ti samo še potunkajo dol. Teda, ja, ko vidiš nekoga, ko se pelje za dobrim avtom, ko vidiš nekoga, ki pa nema veze, na kak način je dobil. Mogoče so kateri dobili v easy, mogoče so kateri dobili na težko, pač nema veze, ne poznaš njegove zgodovine, njega kritizirati, ker kritiziranje je najslabša stvar, ker se res spet potegneš vibracijsko dol in sam sebi nič ne koristiš. Teda, ko vidiš nekoga, ki mu je uspelo, bodi vesel za njega, bodi, ja, čestitke in si reči, jaz bom tudi. To je to. In nič več ne komentiraj. Pač vsem reče, ok, jaz bom pa tudi to imel. In to je to. In pa si boš upal. In ne boš več imel tisti nepodpirajočih prepričanj za sabo. In si boš upal postaviti cilje, ko sem v prejšnjih videih govorila. Takšne, da je domišljija, in si boš upal to vse narediti. In ko si boš, in ko boš ponavljal to vsak dan, in ko boš verjel to, boš pa to dobil. Definitivno. Definitivno dokazano dobiš to. In to je to. Dajte si upati več. Naj vas ne bo strah neuspeha, naj vas ne bo strah uspeha. Še posebej neuspeha. Uspeh, neuspeh, ne vas biti strah. Upajte si. To je to. Čau.